Predsednik republike Borut Pahor je danes obiskal Vatikan. Svoji impozantni zbirki deficitarnih poklicov bi rad dodal še enega, in to najbolj svetega. Namreč njegova velika želja je, da bi bil papež. Papež za en dan. Najprej je lobiral pri upokojenemu kardinalu dr. Francu Rodetu. Daj, Borut, povej mi, kaj si mi prej razlagal? Poglej, Franc, bil sem že vse. Bil sem mornar, begunec, kmet, predsednik vlade. A ja? Ja. In res, predsednik vlade. In sem si rekel, zakaj ne bi bil enkrat papež? A bi to šlo mogoče, Franc? Ja, ti bo zrihtal audienco, pa bomo videli. O, super. Še tole postrgamo notri. Takole. Hvala lepa. Lejte ga, danes vrtnar, jutri mogoče papež, a ne? Takole še malo potovčemo. Abemus Grabe se. papam vrtnarus drevesus nostrum, amen. Predsednik Pahor je enkrat že ostal pred zaprtimi vrati svetega sedeža. Leta 2009, ko je bil še premier, ga ni sprejel papež Ratzinger. Kako bo tokrat, sprašujem našo posebno dopisnico iz Vatikana. Latoja, kakšne so zadnje informacije? Čau, Slavko, pravkar smo dobili uradno potrditev, da bo papež Frančišek čez nekaj minut le sprejel našega predsednika Pahorja. Pravijo, da sicer ni običajno, da bi politik tako hitro dobil termin za sprejem pri papežu, ker na to se ponavadi čaka več mesecev. A zgleda, da ima monsignor Rode tukaj v Vatikanu precej velik vpliv. No dobro, Latoja, se že ve, kako je papež Frančišek sprejel predsednikovo idejo, da bi postal papež. No, poznavalci pravijo, da je papež Frančišek tako nepredvidljiv, da je mogoče vse. Zato tudi te možnosti vnaprej ne izključujejo. Vsekakor pa bi to bil velik precedens brez primerjave v sodobni zgodovini Rimokatoliške cerkve. Latoja, pa v Vatikanu poznajo vsa Pahorjeva dela. Ali vedo, da je v svojem predsedniškem mandatu opravljal že več kot 400 poklicev? No, prepričana sem, da na svetem sedežu zagotovo poznajo njegov obsežni opus. Prosim? A gre? No, tukaj mi asistenti ravnokar javljajo, da je predsednik Pahor že v apostolski palači, kjer, kot lahko vidimo v živo, dokaj samozavestno v spremstvu svojega kabineta hodi do papeževe zasebne knjižnice, kjer Frančišek ponavadi sprejema najvišje goste. Naj povem, da papež Frančišek ob tej uri običajno že spi, zato je vse to še toliko bolj nenavadno. Evo mene. A je ta halja obvezna? Ma, na nek način je. Bomo videli, kaj se da narediti. Ja, samo če mi omažeš, jo moraš spucati, ne? Dobro. In to samo v džegnani vodi, ne? Kar se tiče mahanja, ne bo noben problem. Vedno maham ljudem in oni imajo to radi. Tako da, ja, tu sem samozavesten. Ma ja, če mahanja ni toliko, ne? Da vidim, če sem si vse zapomnil. Se pravi, zjutraj molimo, potem malo naokoli, potem balkon, potem malo molimo, pa malo tako molimo, pa malo balkona, pa malo molimo, pa to je to, pa molimo, pa to je to. Sem kaj pozabil? To je to. Tukaj je Biblija, to je nekaj takega kot hišni red, noco pravila, vse to, razumeš, ne? Če hočeš kaj dobiti, samo reči, Bog tako hoče. Dobro. Kje so pa bebe? So kakšne? Se da kaj dobiti? Nisem vedel, da je tako strogo. Pripeljal sem nekaj punc. Ona bo nuna ena. Aha. Tako. Ma kamerine, šta pojdi? Ona pa nuna dva. Ma zdaj rabiš samo še dobro ime, a veš, da se te ljudje zapomnijo. Sveti oče, ne morem se odločiti. Kaj je bolje? Papa Borut ali Borut Papa? Vseeno je, sin moj, oboje je dobro. Amen, se vidimo jutri. Ja, super! Čeprav se iz Sikstinske kapele ni pokadil beli dim, bomo, kot se kaže, jutri za en dan dobili novega papeža. To je čudovita novica za vso Slovenijo. Moram povedati, da so tukaj zbrane vse največje svetovne medijske hiše. Borut Pahor bo svojim spremstvom nocoj prespal pri monsignorju Rodetu, ki ima tu v Vatikanu 400 kvadratov veliko stanovanje, jutri pa bo kot prvi ateist postal papež. No, pa čeprav samo za en dan, ne? Latoja, hvala za to zgodovinsko javljanje. Čau!
Dragi gledalci in gledalke, jutri nas čaka prav posebna nedelja in temu dogodku bomo v celoti posvetili naš prvi program. Že ob 8 bomo molili z Borutom, ob 10 je prenos svete maše, sledijo hvalnice, poročilo ob 13 in prenos Borutove poslanice o prazniku svetega Martina. Sicer pa si lahko spremenjen spored v celoti ogledate na teletekstu in na našem multimedijskem portalu. Matej, ali sploh obstaja kakšen slovenski predsednik ali premier, ki se ni nikoli srečal s papežem? V Vatikanu so bili vsi, ki so v zadnjih 25 letih zasedali najpomembnejše funkcije v državi. S papežem se je prvi srečal Lojze Peterle že leta 1991. Od takrat pa do danes smo imeli na svetem sedežu 11 audienc, ki običajno niso trajale več kot nekaj minut. Naši voditelji so se priklanjali 3 različnim papežem: Janezu Pavlu II., Benediktu XVI. In Frančišku. Po 2-krat so papeže srečali Peterle, Drnovšek in Janša. Rezultati njihovih bilateralnih srečanj se kažejo v tem, da je Rimokatoliška cerkev v glavnem dobila, kar je želela. Edina neuslišana želja tako še naprej ostaja verouk v šolah.